Pičemo. Mi smo gledali, kaj je glasove v glavi. Neki, prosim, neki. Ne, da imam sam zije, pa ali je to v glavi še neki drugega je. To je zdaj kao na galeji, da vas malo da vidite. Bam, bam, bam. Živijo, opravičujemo se za vse nevšečnosti, je podcast o knjigi Štoparski vodnik po galaksiji, ki so jo preden je Douglas Adams o njej napisal radijsko igro in knjigo oziroma 5 poznali le redki prebivalci tega nepomembnega modro-zelenega planeta. Z brisačo bo poslušanje lažje. Štoparca vsak teden beremo Aljo, Zi in Peli in se že naprej opravičujemo za vse nevšečnosti, ki bi morda lahko nastale o poslušanju tega podcasta. Vsako epizodo obdelamo eno poglavje in zato lahko bereš z nami, lahko pa začneš brati tudi sploh prvič in spet po 42 letih, če si sploh toliko star. Lahko pa preprosto samo poslušaš podcast. Tokrat obdelujemo 3. poglavje, še zmeraj govori o tistem katastrofalnem četrtku, kjer so vsi naši junaki vsaj v začetku še čili in zdravi, ampak no, če se ne bo zgodilo kaj presenetljivega, bo eden od glavnih junakov v nevarnosti. Ne? Ja. Zaenkrat sam eden. Vidimo pa, kaj bo. Okay. Tako da zdaj opozorilo za kvarnik. Neki kvarnik mora biti, neki tak hud sound mora biti. Dej zi unga. Ja. Ne, čeprav ta ni, ne mora biti. Ja, da damo unga, ker se podmoran ta potapla. To je, das bot, ja. Das bot, ja. Imam ga ne. Kvarnik imamo, če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Kako? Hvala za vse ribe.si. Preden začnemo, imamo prvi mail. In sicer Matej iz Twitterja, Matej_Artac je napisal: ime podcasta ste odlično izbrali, jaz sem ga enako razumel, kot ste vi sami rekli v predepizodi, ampak potem sem prvič obiskal London in napis We apologize for all the inconveniences zagledal na delovišču, kjer so obnavljali cesto. Na otoku je to kot delo na cesti. Ja, očitno ne, se je Adam spet malo pošalil na ta svoj absurden način. Ne. Hvala, Matej, lepo poslušanje še naprej. Mi se moramo pa še opravičiti za prejšnjo epizodo, ker nismo povedali, da Ministrstvo za zdravje opozarja, da mladine ne sme piti alkohola preveč. Smo povedali. Ja. Vse smo omenili, da ni fajn. Mislim, da je fajn, sam ni dober. Ja, mislim, vredo to je velika razlika med fajn pa ni dober. Bodite zmerni, pa če ste mladoletni raj. Ne? V vsakem primeru prekomerno uživanje ni razen, ni če okay. ste z Dolenjske. Pa Štajerske, pa Primorske. Spet smo prišli mislim, smo v lup padli. Ja, a pičemo kar v 3. poglavje, ali kaj? Pejmo. Aha, ni več točilnice. Ampak se nad zemljo dogaja nekaj čudenega. Ne? Neke neznana rumena vesoljska plovila so prišla na obisk, ne? In zdaj vprašanje, ne? So prišli na koncert, a veš? A ne, samo zaradi korone, ja. zdaj ne, če bi zdaj prišla, ne bi bilo nobenih koncertov, kaj je fetik, ne. Ja, in spet je nekaj rumenega, ne. Spet je nekaj rumenega, ne. In spet bomo videli, kaj bo pol. Ne, veš, poznaš izrek od Stephena Hawkinsa? Ne. Ali je rekel dejstvo? Ja. Citat. Citat smo imeli. Citat. Ding, 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 ding. Ali je citat? Da se srečanja med naprednejšo in
manj napredno civilizacijo za manj napredno niso nikoli v zgodovini dobro končala, tako da si v bistvu ne bi niti smel želeti, da kdo pride nas pogledat, ker bo jeba. Ja. Sej, Če kdo pride, bo točno to se zgodilo, kar ja, se nam je zgodilo v knjigi. točno Mogoče to, ne zaradi uvoznice. Je razlog važen, konec koncev. Mogoče bojo sam rekli, tole moramo potovčiti, ker tole ne gre nikakor. Ne? Ja, tudi to se zna zgoditi. No, pa se je to že večina tudi kle razmišlja o tem. Ja. To je tudi res, v bistvu. Sploh ne rabimo zunanjega sovražnika, tako da je it's ok. Teh velikih rumenih stvari ne opazijo nikjer. Nihče, tudi oni, ki gledajo v zvezde, pa pričakujejo prihod vesoljcev. Ne, Ampak, a si si kdaj zamislil to? Kaj? A si kdaj razmišljal, ne? Da si v bistvu, ne vem, v službi v NASA, da si se cel fucking life si se šolal za to, da boš najdel enkrat te vanzemalce, ne? In si hotel naj, želiš si. In to je tvoje poslanstvo, ne? In potem oni pridejo in ti jih niti vidiš, ne? A veš, to je tako, kot bi, ne vem, treniral karate, prideš do unga črnega pasu in te nikoli noben ne izzove, ne? Prideš v kafano in noben te noče se s tabo tepst, ne? Še hujš pa je, ne, če prideš do črnega pasu, pa te razbijajo polka majmuna, ne, tako, kot se recimo 3 leta zgodbi pol zgodi. Ne, Pa še to, da Prvo tekmovanje. ja, tako pa zgotov. Še preden si sploh v ring stopil, si gotov. Ja, to je kar zajebane. Noben ne opaz teh velikih oranžnih stvari, razen valjda Fordov. Sub-eta sensomatik. Ja, zanimiva žverca, ne. Ona vidi, kdaj kdo pride, pa koliko blizu je, pa celo vidi, Sloviti, kjeri so. kjeri so. Ja. Tako, ne? Kar je, kot piše Douglas, slehernemu zemeljskemu fiziku bi ob pogledu na vsebino torbice skočile oči iz jamc. Ja, Ker noter je pa še ena stvar, ne. Elektronski štoparski palc in ena taka napravca, ki je malo večja kot elektronski kalkulator. In to je ena taka sorta elektronska knjiga, ne, ki ima ful nekih tipk, pa ono, pa ovo, pa platnice, na katerih piše samo brez panike. Je pa Douglas pa pol še prijavil, da ne, je fajn, da je v mikro-submezon elektronski izvedbi, ker bi normalna knjižna oblika bila tako velika, da bi mogel galaktični popotnik vlačiti s sabo nekaj popolnoma nepraktično velikih stavb. Mislim, če si znaš predstavljati, da je štoparski vodnik po galaksiji, ja, seveda, ne, da ta zadeva ne more biti lih majhna. Ne, ampak je pa zanimivo, kako se svet pol obrača, ne, da, a veš, 20 let, 30 let potem, ko on da idejo za tako knjigo, kjer bi bile vse knjige, no, mislim, kjer bi bile zelo velike enciklopedije noter, dobimo Kindle, dobimo iPade, pa vse to, ja. Tako da, zanimivo. Ja, samo, veš, recimo, ne, da zdaj, a veš, če priješ v knjižnico, pa vidiš uno umaro s turističnimi vodniki, ne? A veš, koliko recimo bi za vesolje rabu res enih umar, ne? Ja. Glede na to, ne vem, da je zadnji podatek, da je v vesolju, na to se ne vem, kako so to zračunali, da je 70 trilijon, ne čaki, koliko, 70 trilijonov. Zdaj bod previden, da ne, fiziki poslušajo, ne? In zdaj je 70 trilijonov ali 70 bilijonov. Mislim, da nekje med 70 pa velik, skratka. 300 milijonov, triljonov. Velik. A veš, to je trilijonov, toliko zdaj niso denara naprintali za Wall Street, mislim. Ja, ne? A veš, pa mislim, tudi za Evropsko unijo, ne. bedni, Za oboje skupne. Tako da, ne, kleje, to so res ene ogromne cifre, ne, in zdaj vsaj ga upiš, ne. Pa klepaj, a veš, pa kle stanuj, pa klele tole, kle pazi pa tole. Tole za jest, pa to ni za jest, pa pazi, ne. Pol ni čudno, v bistvu, da je opis zemlje tako površen. Ja. To put it mildly. Ja, nismo lih neki posebenega, ne. Ja, Kar mogoče si ne. Mislim, da smo, pa pač nismo. Ja. Ampak, a ste imeli kdaj v rok štoparski vodnik po Evropi? Ja. Mislim, je kar zajetna bukla, ne? Tako, za štopat... Vem, a veš, to je prvem bližen, tako, kot bi za zemljo je verjetno tako, kot bi imel ti štoparski vodnik za v Trbovlje. Ja. A veš, recimo, ne? Mislim, ni kaj dosti za najbrž imaš ni kaj dosti za videti, ni kjer dosti za spati, nimaš kaj dosti za početi in to je to, ne? In pač,
Ajde, brez panike pa piči dalje. Ja, veš, Mislim, lahko spiš nekaj poješ, pa je dalje. ja, tako je. Ne, je pa res za te skondenzirane verzije, ne, pač ne moreš vsega povedati. Ne. A veš, ne. Štoparski gel. Moraš posebne edicije kupiti. Ne. A veš, zemlja bi bila spet, kot bi imel, a veš, imaš Evropo, ampak pol je pa ne vem, Velika Britanija isto velika kot štoparski vodnik po Evropi. Ja, v bistvu, ampak najbolj pomembna stvar, ki je pa ima Ford v svoji bisagi, ne, je pa brisača. In ko smo pa pri brisači, bi pa zdaj res en citat iz strani publike, ki mislim, da imamo enega. A se slišimo? Ličar? Ja, nekaj nadela. Citat in definicijo brisača bo prebral Matjaž Ličar, znani fizik in morjelog. Doktor, če se ne motim. Doktor, zihar je doktor. Mislim, da je doktor. Po mojem, da je doktor, ker ga slišim, da tudi po radiju govori. Ja, mislim, da je gospod doktor. Sicer gospod doktor ve veliko povedati o dviganju morij, pa da to ni šala, čeprav nekateri mislijo, da je tako, ampak tokrat bo pa malo bolj poljudno znanstveno ali pa znanstveno fantastično. Sam povedaj, do kam bo šel v morje, da jaz pri kolcu postavim. Zelo visoko. Prvi red do mora. Če boš na senožetih, ne boš nič zajebal. Do Postojne zategnil. Senožeti so skoraj više kot Postojne, tako da je v redu. Tam je v redu, pa lep more. A veš, tam vozu se pa spet novo, veš, če malo predeleč, pa preblisa, veš. Ja, točno prvi red do mora. Ja, v glavnem Ličar zračuni, kje bo prvi red do mora. Ja, fanti, najprej hvala za vabilo. Vidim, da ste začeli z zelo resnimi temami, ki se tičejo rib in še kakšne druge življenjske vrste, in sicer z dvigom gladine. Trenutno imamo mi neko okvirno predstavo, koliko naj bi se gladina dvignila v prihodnjih 100 letih in recimo, da v Jadranu pričakujemo nekje do maksimalno 1 meter, mogoče tudi kaj več, ampak ravno na senožetih pa verjetno ne boste imeli hiške na plaži. Če me pa sprašujete, kam postaviti šotor, bi vam pa svetoval, ne tako, kot se je včasih delali in tako, kot se še danes dela. Ne. Prideš v kemp in si takrat zbereš parcelo in tipično ne postavljaš šotora v vodo. Tako da upam, da vam bo ta skromni nasvet v zadostno orientacijo pri tem, kje boste kampirali in kje ne boste, tudi čez 20 let. Kot ljubitelj štoparskega vodnika in kot fizik in kot nekdo, ki je zelo impresioniran s slovenskim prevodom, seveda nisem mogel odkloniti tega, da bi prebral kakšen pasus iz knjige, še zlasti pa ne, če si lahko zberem pasus o brisači. Pa dajmo. Štoparski vodnik o galaksiji ve o brisačah povedati kar dosti stvari. Brisača, pravi, je takole najkoristnejša stvar, ki si jo medzvezdni popotnik lahko omisli. Po eni plati ima veliko praktično vrednost. Lahko jo ovije okrog sebe, da ga greje, ko prečka mrzle lune Bete Jaglana. Na lesketajočih se plažah iz marmornega peska na Santraginusu 5 se lahko uleže nanjo in vdihava opojne morske hlape. Na njej lahko spi pod zvezdami, ki sijajo tako žareče rdeče na puščavskem kakrafunu. Lahko jo razpne kot jadro na majhnem splavu in se odpelje po počasni težki reki Mot. Mokro lahko uporabi kot orožje v boju z golimi rokami. Lahko si jo ovije okrog glave, da se zaščiti pred škodljivimi izparinami ali da se obrani pogleda tralskega hruščatega krvoloka. Neznansko neumna žival. Če ga ne morete videti, sklepa, da tudi on ne vidi vas. Zabit koštor, ampak zelo krvoločen. Z brisačo lahko maha v stiski, da prikliče pomoč in seveda se z njo lahko tudi obriše, če je še vedno dovolj snažna. Še mnogo pomembnejša pa je psihološka vrednost brisače. Je že tako, da vsak strag pomeni nepopotnik, brž ko pri štoparju opazi brisačo, samodejno privzame, da poseduje štopar tudi zobno krtačko, flanelasto otiračo za obraz, milo, pločevinko keksov, čutarico, kompas, zemljevid, klopčič vrvice, razpršilec proti obadom, opremo za dež, vesoljski skafander itd. Še več, ta isti strag bo z veseljem posodil štoparju katerokoli od teh ali nadaljnega ducata drugih stvari, ki jih je štopar po nesreči izgubil. Strag si namreč misli, da je vsakdo, ki je prepotoval galaksijo po dolgem in počez, se prebil skozi njene temačne kotičke, vzdržal v strahotno neenaki borbi s sovražnimi silami in jih končno tudi premagal, pri vsem tem pa še vedno ve, kje ima brisačo, očitno človek, s katerim je treba računati. Od tod tudi izraz, ki se je ustalil v štoparskem žargonu, kot naprimer v zvezi "Ej, ti gnaš tega hupi Forda prefekta?" Pravi Frud. Ve, kje ima brisačo. Gnaš, gnajti.
pomeni poznati, vedeti za, srečati, spati za. Hupi pomeni cool tip. Frud, res blazno cool tip. Tako, pa smo. Hvala za vabilo, fantje, in hvala za vse ribe. Srečno. Ličer, hvala lepa tudi tebi. Je res hupi frut tale fizik, doktor fizike se oproščam. Pa še zdaj saj vemo, kako in kje šotor postaviti za na morje. Kje smo pa mi ostali zdaj? Pri Fordu in njegovemu subetesen somatiku, ki močno mižika v torbi. Medtem, ko se te orjaške rumene stvari razporejajo prosto po planetu. Medtem se pa prestavimo nazaj v štarijo, ne? In Ford vpraša Arturja, če ima brisačo s sabo. Artur pa vmes ugotovi, da mu je gospod Prosar glihkar razturil bajto, ne? In začne in pol prbije Ford. Zdaj čisto vseeno, pustim še malo zabave. Ne se igrajo, fantje. Ja, valjda. In pol gre, ne? Gre Ford za Arturjem, ker pač očitno sta res dobra frenda in ne, ga ne opusti tle, ne. In vmes kup še 4 zavojčke kikirikev, kar nanese 28 penijev, ne. In spet plača z 5-funtovskim bankovcem, ne. In se spet zgodi to, ne. Da je gospod Točaj čist zaprepaščen in vesel, ne. Ampak smo podbili še eno pismo. Okej. Tokrat je res pismo, tokrat ni iz Twitterja. Pismo, Ja, pismo. Veš, to je pa Tina iz Kranja in pravi. Fantje, pozdravljeni. Kakšna dobra ideja, debata in branje iz najbolj top knjige ever. Ja, se strinjamo. Pa sem jo spet po 30 letih poiskal na knjižni policiji. Hvala. Kratek komentar glede cene piva v angleških pubih. Malo sem pobrskal po netu in našel tole. Zdaj to je nek čuden dolg link, .co.uk, ki nekaj bomo dali zapiske. Če navedbe na tej strani držijo, je Ford, ko je plačal s 5 funti, dal kar precej napetnini. Povprečna cena piva leta 76 je bila 0,32 funta. Se pravi, krat 6 je to slaba 2 funta, ne. Dodaja še, da je bilo torej včasih pivo precej cenejše. Za urno postavko so v Angliji dobili od 5 do 6 pintov piva. Danes pa dobiš za urno postavko 2 ali pa še to ne. Ja, tako da... V 70-ih so začeli delavski razred tukaj so nas začeli šraufati. Ja. V glavnem, Tine iz Kranja, hvala. Tudi ti, ki poslušaš tole, pa nam lahko pošlješ pismo na hvala za vse ribe afno.com. Gostilničar pa vmes ugotovi, da bo res konc sveta, ne. Verjetno tole razmetavanje denarja se mu je zdelo tako, tukaj nekaj sumljivega, ne. Enkrat mogoče, 2krat, ok, 3krat. Ne, celo v bistvu ugotovi, ne, da prej imel Forda je imel mečkan za čudenga, ne. Ja. Malo, da je mečkan skrenut, ne. Ampak pol kle razloži, kako že, da se ob stikih z ljudmi, ne, da pač ugotoviš, koliko je kdo oddaljen od svojega rojstva, ne, od rojstnega kraja. Ja, če si v hudi stiski. Tako, ne, in takrat je bil Ford je bil že malo napsihiran, ne, in je oddajal pač ta signal in glede na to, da ne vem, na zemlji koliko 16,000 milj, ne, ali koliko je. 16,000 milj, ja, v primerjavi je najdaljša možna razdalja, kolikor si lahko od doma, ne. Ja. Tako da je pol pa on začutil, ne, da je pa on z Beltegeze, ne, in je pa s čist drugim spoštovanjem pol na njega gledal in takrat je tudi videl, da je vrak odnesel šalo, ne, in da to, kar on bluzi do vstaj do konca sveta, da je to. Ja. Je to mogoče res, ne. In pol imate še tak lep kratek monolog, veš, a pa se da kaj izrihtati? Ne, to bo to prav nič. In pol parjav. Še zadnja naročila. Ja, kaj pa češ, lej. Zadnja naročila. Tukaj smo, lej. Valjda, ne. Kuča časti. Pospravljati mi ne treba, ajde, nekaj mo spil, prednem gremo z tega sveta. Sej, lej, kaj pa češ drugega. A si predstavljaš en ti reči, lej, konc sveta je, v štariji si... Ne, čak, zdaj moramo povedati, kako pride Artur do hiše, ne. Tako, ja, pa vse te zgodbe. Mal ponori, ne.
Ja, malo ponori. No, orang ponori. Orang ponori in ampak je spet ta nek absurden slučaj, ker vsi opazijo, bagari, buldožeristi zbežijo. Ja, vsi so že ušli, ampak on je imel malo zožen fokus. Mislim, glede na to, da je imel on hišo rad, mislim, da je bil... Ne pozabimo huronskega mačka. Ja. Pa 3 pere spil. Ja. No, zdaj pa je bil že ven z mačka, pa bi mu še pa je bil pomočil četrt pasov. Ja, ampak res je bil ven z fokusa in lafa proti tisti pile of rubble v lepi slovenščini in se spotakne in ko pade vidi, da je na nebu neke rumene stvari lebdijo, tako kot opeke ponavadi ne. Ja. Pol mu pa končno rata jasno. Vsi delajo paniko, sam Ford žalosten gleda, kaj v nebo. Ja, Fordu je jasno, zakaj se gre. Fordu je edino, po mojem, na celi zemlji jasno, kaj je to. Pa kaj je fora? Ja. Kaj se je zgodilo? Pa še njemu ni všeč. Ja, pa še njemu ni všeč. Najhujše je, ker še njemu ni všeč. Ker je v bistvu ves cajt čakal, da se v to zgodilo, ne? Ja. Da bo nekdo prišel, ne? Pol glihte najslabšo varianto. Ja, se zmeri tako, ne? Preden se Zemljo zgodi nekaj zanimivega, je doživela vrhunc akustične tehnike, zato ker se čisto vsi zvočniki pržgejo in se oglasi prostetnik Vogon Jelc iz Galaktičnega sveta za hiperprostorsko načrtovanje in pove žalostno novico, da zaradi hiperprostorske avtoceste, da je planet scheduled for demolition, se pravi predviden za rušenje in da bo postopek hiter in neboleč in bo trajal manj kot 2 minuti. Tako da... Ja, mislim, po eni strani te mogli navdajati z neko, saj tolažbo, pa čak, bo hiter, ne? Ja, se 2 minute je najbolj kar hiter, ja. Čeprav, 2 minute, tako kar ni, to kar naj biti. Spet ta teorija relativnost časa, če so gostilni 2 minute, ni nič, ne. Ja, če so v službi, je pa 2 minute kar nekaj, ne. Ja. No, in v glavnem ponovi se zgodba Arturja in njegove hiše samo na nivoju sveta, ne. Tako malo večja, ko bi rekel, večji scale. Ja, večji scale je in pač seveda gospod Jelc zaprepaščen. Načrti za rušenje so bili 50 let na Alfa Centauri, pa se to je samo 40 lomna leta stran, mislim, kaj vam ni jasno, veš? Se ne zanimate za lokalne zadeve, kaj vam ni jasno? Ja, sej, ja. Ste vse vedeli. S tem, da ni pomislil, da bi z našo tehniko verjetno bili astronauti 10 tisoč let mrtvi, preden bi prišli nazaj, pa nam to sporočili, ne? Spet tukaj fiziki, da se lahko zračunamo, se vem, 4 svetlobna leta se da zračunati nekako. A koliko je to delač? Ja, ampak ne bi šli to globoko. Nismo fiziki, se upravičujemo. Nismo fiziki. Kaj se pa zgodi? Pol se vala, folk se zbuni, Nekdo se celo priklop na njihovo frekvenco in jim pač sporoči, da še nismo uspeli tega videti, ne? V bistvu imel isto neko pritožbo, kot jo je imel prej Artur do gospoda Prosarja, ne? Ja. In nekako so oni z istim razumevanjem, kot gospod Prosar, so stvari pristopili, ne? In da pač v bistvu v imenu neustavljivega napredka, ne, je pač treba to Zemljo podreti, ne? In je dalje, ne? Ja. Ja, tako, ne? In potem gospod Prosar prijav sam še vključite rušilni žarek. Ne, Jelc. Ja, Jelc. In gospod Jelc prijav vključite rušilni žarek. In smo končali. Malo je bil razočaran nad odzivom Zemljanov, ne? Mislim, da so pač malo apatično reagirali na celo to zadevo, ne? Pejmo stran z tega, ne. 137 tisoč let bi trajali 40 svetlobna leta. Z našo tehniko. Mhm. Fajn.
Ja, zato imamo pa eno drugo serijo, ki se reče Star Trek, ki se to že izumili. Tako da vse je v redu. Warp, a veš. Ja, Warp, okej. Ja, okej. tako da, lej, No, ziher Musk, se da. delaj zdaj. Ja. Pa ne v teh. Ja. Naredi kaj za to, da boš imel lajke na Instagramu. Škaj bi še, dobili smo tudi skozi eno debato na Twitterju, kjer smo afna opravicujemo vse. To sem pa pozabil, kdo je bila ta punca, meni se del, pa fant, ne vem. Vsi so taki cajti, da niti ni važen. V glavnem. Kaj si hotel povedati? Ja, nima veze, je pa ta punca. No, zdaj bom šel, zdaj povej saj. hitro do konca, da grem jaz na ta neutralni WC in to je to. To, no, ja, da je treba biti gender neutral, pa to ne. Valjda, okej, ja. Ja, Se okej, strinjamo. sorry. Ja, no. okej, ja. In smo pa prišli do spoznanja, da brisače ne obstaja kot emoji. To je Ne, res. se pravi, kako se temu reče po slovensko, emoji. Po slovenski. Emotikon. Ne, Ne, nekaj ima, en je nek kot kvarnik. Čakaj, kaj je? smešek je meni se zdi. Smešek. Ja. To je samo en izmed teh. Saj, smešek za brisačev ne obstaja. Ja, ampak kaj pa žalostek za brisačo? Veš, kaj je žalosten tudi, ne? Mislim, a veš, Ja, ti samo imaš, res, ja, ne, ti smešek imaš, ni v redu, ja. Smešek ni, smešek. Emocija oziroma kaj, čustvenček. Čustvenček, ja, čustvenček. 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 Ne, Čustvenik. se je. Čustvenik. Kaj smo rekli? Čustvenček. Čustvenček. Ja. Čustvenčka za brisačev ni in to je treba spremeniti. Tako da Na brisači ne 42 gor piše. neko mora biti neutralni. Ja. Ampak ful je nekih pravil. Ampak, Pravil je ogromno. Ja. Mal sem pogledal. Ja. Najprej moramo itak pogledati, če obstaja. Ne obstaja, to sem pogledal. Okay. Tako da to je ček. Ja, dobro. Potem pa je tako eno malo more pravil, kako mora to izgledati, kakšen mora biti neutralen, ne sme biti nič gor napisanega, kar bi lahko bilo versko, levo, desno, skratka čisto Kar neutralno. 42 je versko, to je že. A je? Ni. Ja, valjda, po cerkvi štoprskega vodnika ali neki. A bo naredila, stari bo. Ja, pa ni, a se je cerkev pa gor more- pa džamija tudi. Tudi. Lahko imaš to. Ne, sam pač za te take, pa moraš ga pač pravilno opisati, pa tako naprej. Ne, tiska je, recimo, cerkev je cerkev, džamija je džamija, to ja, to je druga Aha, stvar, ampak za take tam stvari. lahko. Ja. Za Tako kozarc mora neutralno. biti pa kozarc. Ja. Po mojem ne sme biti pobrendan ali pa kaj, da je tako neutralno. Ne, to je itak, ja, tako, Ja. take stvari. No. Ja. Malo veliko pravil, ampak se da to zrihtati. No. Pa mora biti barvan, pa ne barvan, pa tako naprej. Pa. Okay, če ima Samega. kdo od poslušalk in poslušalcev, a veš to, ne, gender neutrality, pa to, kaj je treba imeti. Ne? Če ima kdo od vseh, ki nas poslušate, čas pa volo, da bi tole malo pogledal, so linki v zapiskih. Bi se te stvari delamo samo zato, da imamo več stvari v zapiskih. Tako, Veš, da ja, tako zgleda zapiski so kul. cool, Veš, valjda. smo to slišali na enih drugih podcastih, da se Poglejte v zapiske. Poglejte v zapiske. Ker smo pa glih tle, preden končamo, vas povabimo še vse poslušalke in poslušalce, da preberete citat iz 4. poglavja in ga bomo objavili v naslednji epizodi. Ne bomo izdali, kaj se zgodi, ampak tam je ena definicija predsednika galaksije. Ne. Lahko pa tudi kaj drugega. Ne. Čeprav tista je kar dobra. Ne. Ful bo dobro, če pa kakšen politolog to naredil. Ali pa kakšen, ki obravnava te stvari. Ali pa kakšen predsednik. A misliš, da bi... Če Pahorja prosi. Ja, lih točno Pahor, jaz sem točno njega. On ima rad te. Ja, dajmo ga. Imamo premalo lajkov. Za malega človeka. Za male, za nas. Ne, A je bil že, sem ni bil v Radi- podcastih. Ne, A, je bil še pa- radijski ne, ne. napovedovalec, je že bil. A je bil? Ja, sam ni bil pa v Sam ni bil v podcastu. podcastih, druga, veš, pa on ima rad ta Tako da- socialna omrežja. Ja, mislim, pa ja, nove tehnologije. Gospod predsednik, če si boste vzeli tisto minutko pa pol časa za prebrati definicijo predsednika galaksije iz 4. poglavja štoprskega vodnika, bomo zelo veseli. Hvala A lepa. bi mogoče premije vprašali, mogoče on tudi kaj za take stvari. Mogoče tudi. Ne, pa Saj- Pahor, če je v 23 jezikih posnel uno poslanico, pa še za nas dva stavka povedal. Imamo. To je točno. A vse ima že naštimano v bistvu. Ja, v bistvu Ja. on ima že naštiman. Nama štima, Pa lahko še sta- video naredi, pa še Ja, pa ga da prej. Do it, Pa ga da- do it. Borut! Hvala, res hvala. Hvala, Mislim, res ne bi bilo treba. No. Damo za pivo. Ja, damo za pivo, ko se vidimo. Ali, ja. Pa galaktični že pred Ja, ja. stari. To sem reči za viski, ampak ne vem, kva pije, pa to zna biti drugo. Nimamo tog nara.
Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Čau, živo. Ajde po. Ne, mislim, lahko tudi to, kar smo se zdaj, lahko za naslednjo damo. Kva? To, kar smo se zdaj zabavali, lahko tudi za naslednjo paše. Jaz mislim, Pa še za vsak teden. Ja, jaz sem... In bo predsedniš, mogoče to lahko skozi šel, da se skozi pahare navajal.